na inauguracijskem predavanju rednega profesorja dr. Alekseja Kalca. Najprej moram povedati in tudi pritisniti tipko, da se bo to predavanje snemalo na željo oddelka za zgodovino in s privolitvijo dr. Kalca. Žal se en tak zelo pomemben življenjski dogodek mora izvesti v digitalni obliki, ampak nič za hudega, še je čas, da bomo potem nazdravili v živo. Dekanja se tega svečanega dogodka ni mogla udeležiti in se opravičuje, ker ima ravno predavanja in zato je kot predekanja nadomeščen. In zato mi je toliko bolj veliko čas napovedati inauguracijsko predavanje našega odličnega raziskovalca, profesor dr. Alekseja Kalca, ki je tudi letos prejemnik nagrade Univerze na Primorskem za raziskovalno delo. Moja dolžnost je najprej, da preberem njegov življenjepis, kratek, in potem bo nastopil predavanje. Torej, Aleksej Kalc se je rodil v Trstu leta 1957. V rodnem mestu je obiskoval osnovno in nižjo srednjo šolo s slovenskim učnim jezikom. Maturiral je na Slovenskem znanstvenem liceju Franceta Prešerna. Redni študij zgodovine je opravil na Filozofski fakulteti Univerze v Trstu, kjer je diplomiral z nalogo Actività politica di Ivan Marija Čok. Na fakulteti za podiplomski študij Institutum Studiorum Humanitatis Ljubljani je doktoriral iz zgodovinske antropologije z dizertacijo Tržaško prebivalstvo v 18. stoletju, priseljevanje kot gibalo demografske rasti in družbenega razvoja. Svojo delovno pot je začel kot učitelj glasbe na Glasbeni matici v Trstu in urednik knjižnega projekta Krajevni leksikon Slovencev v Italiji. Od leta 1987 je bil redno zaposlen kot raziskovalec in arhivist na odseku za zgodovino in etnografijo pri Narodni in študijski knjižnici v Trstu. Leta 1997 je postal sodelavec znanstveno-raziskovalnega središča Koper, od leta 2007 kot docent tudi Fakultete za humanistične študije Univerze na Primorskem. Od leta 2013 je zaposlen kot višji znanstveni sodelavec oziroma znanstveni svetnik na Inštitutu za slovensko izseljenstvo in migracije pri znanstveno-raziskovalnem središču Slovenske akademije znanosti in umetnosti v Ljubljani. Od leta 2015 je bil izredni profesor, od leta 2019 pa je redni profesor na oddelku za zgodovino UPFHŠ. Tu je nosilec in izvajalec predmetov teorija in metodologija v zgodovinopisju ter zgodovina prebivalstva in migracij. Predavajo tudi predmete modernizacija, zgodovina Evrope in Sredozemlja ter zgodovina vsakdanjega življenja. Bil je mentor diplomantom in doktorskim študentom na univerzah v Kopru, Trstu in Mariboru. Njegova osrednja raziskovalna področja so socialna zgodovina s posebnim poudarkom na zgodovini prebivalstva in migracij ter politične, ideološke in kulturno-antropološke teme etnično mešanih območij v 18., 19. in 20. stoletju. V središču njegovih raziskovalnih zanimanj so tudi teoretični in metodološki vidiki ter epistemološka vprašanja proučevanja preteklosti. Reprezentativni rezultati njegovih raziskav so študije o urbanih in podeželskih skupnostih ter migracijskih pojavih na podlagi serijskih virov, kot so cerkvene matrike, popisi prebivalstva, seznami ladijskih potnikov in policijska kazuistika. Mikroanaliza zgodovinsko-antropoloških tem s pritegnitvijo ustnih pričevanj, pisne in zvočne korespondence ter drugega gradiva iz družinskih arhivov. Med vidnejše rezultate sodijo tudi nekatera dela z politične zgodovine, kot knjiga spominov Draga Žerjala, pričevalca prvega antifašističnega upora in soborca bazoviških žrtev leta 30 in tematske sinteze, kot pravkar izšla zgodovina migracij na Slovenskem. Raziskovalno udejstvovanje Alekseja Kalca sovpada tudi s prizadevanji za razvijanje informacijskih prijemov, za obdelavo in analizo arhivskih historično-demografskih virov, zbiranje, varovanje in znanstveno vrednotenje nezaščitenih dokumentarnih virov ter kulturne dediščine malih ljudi, anonimnih protagonistov zgodovine. Aleksej Kalc je vodja oziroma član raziskovalnih skupin pri domačih in tujih raziskovalnih programih, temeljnih in aplikativnih projektih.
Trenutno sodeluje z Inštitutom za novejšo zgodovino v Ljubljani, z Inštitutom za gospodarsko in socialno zgodovino Univerze na Dunaju, z Inštitutom za zgodovino migracij Univerze Minnesota, s Centrom za slovanske študije Državne univerze v Ohaju in z Univerzo v Stavangerju na Norveškem. Je član uredniških odborov, znanstvenih svetov in recenzent slovenskih in tujih znanstvenih revij. V zadnjih 5 letih je bil glavni urednik knjižne zbirke Migracije pri založbi ZRC, je član senata UPFHŠ in znanstvenega sveta Inštituta za slovensko izseljenstvo in migracije ZRC SAZU. Naslov njegovega inauguracijskega predavanja je Migracije med svobodo in nadzorom. Pogled 19. in 20. stoletje. Aleks, prepuščam ti besedo. Hvala lepa za ta lep uvod. Moram reči, da sem si izbral temo tega predavanja, ker sem se zadnja leta ukvarjal z njo in upam, da bo v kratkem izšla tudi knjiga, pri kateri smo sodelovali različni avtorji na to temo. Ampak izbral sem jo tudi zaradi tega, ker je ta tema tako aktualna. In prav za aktualnostjo bi, če dovolite, začel in se potem obrnil v preteklost. Obsežna migracijska gibanja, ki smo jim priča, postavljajo upravljanje migracijskih procesov in vprašanje odnosa do migrantov v jedro političnih programov nacionalnih vlad in mednarodnih političnih teles. V medijih, javnih razpravah in predstavah se problematika pogosto pojavlja kot negativen rezultat divje globalizacije, kot značilnost časa, v katerem živimo in kot pojav, ki ga je treba obravnavati predvsem z vidika varnosti. Že vrsto let nam dnevne novice iz vse Evrope poročajo o neukrotljivosti migracijskih tokov, ki pritiskajo na evropske meje. Ob njih se nam porajajo predstave o invaziji in občutki kulturne ter civilizacijske ogroženosti. Ugotavljamo tudi, kako si konservativne in skrajne politične možnosti utirajo pot do oblasti ali utrjujejo svoj vpliv z argumenti povezanimi z migracijami. Opažamo lahko, kako plodno je to početje celo v državah in družbah, ki se ne soočajo z množičnim priseljevanjem, vendar ga stigmatizirajo kot nevarnost za svoje družbeno-gospodarske interese in nacionalno integriteto. Migracije v različnih oblikah so eno izmed osrednjih vprašanj v mednarodnih odnosih. Že bežen pogled v preteklost pa nas opozarja, da upravljanje migracijskih gibanj in njihovih večplastnih vidikov ni le problematika današnjih dni, temveč spremlja migracije skozi njihovo dolgo zgodovino. Selitveni pojavi v takšnih ali drugačnih oblikah so namreč recipročno prepleteni z družbenimi, gospodarskimi, kot tudi političnimi in kulturnimi dogajanji. So rezultati in hkrati dejavnik družbenih sprememb in relacijskih dinamik v okoljih, iz katerih izhajajo in tistih, v katere se usmerjajo. So sestavni pojav integracijskih procesov in obenem viri diferenciacij ter konfliktov. Ni nenavadno potemtakem, da je bil odnos do izseljencev in priseljencev vselej aktualno vprašanje in da je skrb za soočanje z migracijami in z njimi povezanimi vidiki našla mesto v politično-administrativnih sistemih in praksah na lokalni, regionalni, državni in mednarodni ravni. Nadzor migracij je v ožjem pomenu povsem povezan z varnostnimi in upravnimi razlogi. V širšem pa z obvladovanjem in usmerjanjem družbenih in gospodarskih razmerij, urejanjem socialnih in državljanskih pravic ter implementacijo nacionalnih politik in integracijskih modelov. Sistemi nadzora migracij predstavljajo torej pomemben vidik zgodovine migracij. Današnji migracijski procesi in njihovi izzivi so samo dodatno spodbudili zanimanje za to problematiko in sploh za vprašanje odnosa države oziroma
oblasti doselitev in migrantov. V zadnjih 20 letih se je razvilo dokaj plodovito študijsko področje, ki je s sodelovanjem različnih disciplin prispevalo k razumevanju in pogosto k reinterpretaciji številnih vidikov v zgodovini migracij. Prispevalo je tudi k jasnejši predstavi o vlogi selitev v družbeni, gospodarski in nič manj tudi politični ter kulturni zgodovini. Kaj pravzaprav je nadzor migracij? V mednarodni literaturi ne najdemo enoznačne definicije tega pojma in avtorji ga uporabljajo v različnih zvezah. V ožjem pomenu se izraz nanaša na tako imenovane migracijske režime, se pravi na pravne rede, ki določajo pravice in pogoje, v skladu s katerimi se dogajajo selitveni procesi, tako znotraj držav in administrativnih območij, kot na meddržavni ravni. Pri tem so mišljeni tudi upravni sistemi z organizacijskimi strukturami, birokratskimi tehnikami, upravnimi in policijskimi praksami ter konkretnimi materialnimi inštrumenti, kot so na primer potni listi in identifikacijski dokumenti, ki služijo nadzornim smotrom in izvajanju pravnega reda. V širšem pomenu se pojem nadzora migracij nanaša na upravljanje migracijskih gibanj, na teoretične in ideološke osnove, ki nadzor navdihujejo, ter na konkretne politike, ki ga usmerjajo. Na te politike pa vplivajo ekonomske, socialne, kulturne, varnostne, integracijske in druge razmere ter doktrine. V skladu s temi in interesi posameznih držav so se razvile specifične nadzorne filozofije, ideologije, politike, pristopi, ukrepi in sistemi. Temeljno izhodišče in namen migracijskega nadzora je vselej in povsod vprašanje pravic, od pravic posameznika do pravic družbenih skupin v določenem državnem kontekstu oziroma v širšem okviru. Pojem je povezan s številnimi drugimi vprašanji, od univerzalnega vprašanja človekovih pravic do razvoja sodobne države in koncepta državljanstva, upravnih, ekonomskih, socialnih, etničnih, verskih, kulturnih in drugih aspektov. Poglejmo si na kratko zgodovinski razvoj nadzora migracij v 19. in do srede 20. stoletja. V 19. in 20. stoletje sta se v zgodovino zapisali kot obdobje velikih migracij in množičnih prerazporejanj prebivalstva. Kot je znano, je v teh dveh stoletjih prišlo v okviru procesov tako imenovane modernizacije do milijonskih premikov proti mestom in centrom gospodarskega razvoja znotraj posameznih držav, znotraj Evrope ter proti drugim kontinentom, predvsem v obe Ameriki. Ekspanzija mednarodnega trga dela pod vplivom zrelega kapitalizma in industrializacije je v tem zgodovinskem obdobju sovpadalo z razvojem moderne države in njenih upravnih struktur ter aparatov. Sovpadalo je tudi z vpeljavo sodobnih sistemov socialnega skrbstva, tako imenovane socialne države. V tem obdobju je prišlo do uveljavitve koncepta državljanstva kot temeljnega načela pripadnosti določeni državni skupnosti, koncepta za opredeljevanje položaja posameznika, njegovih dolžnosti in pravic v odnosu do lastne države in v okviru tujih držav. Ta razvoj se je prepletal z oblikovanjem narodne ideje in z uveljavitvijo nacionalne države, s politizacijo družbe in z razrednim konfliktom. Napredovali so tudi sistemi za monitoriranje prebivalstva, začenši s statistiko in uradovalnimi tehnikalijami, ki so postala vse bolj neobhodna sredstva v službi upravljanja države in politike. Na področju nadzora migracij in samega odnosa držav ter politike do pojava izseljevanja oziroma priseljevanja ter migrantov sta si v tem dolgem časovnem loku sledili dve razvojni fazi.
Prelomnica med njima je bila Prva svetovna vojna. Do Prve svetovne vojne je v vseh evropskih državah in v deželah sveta, proti katerim so se usmerjali migracijski tokovi, prevladovalo liberalno stališče do prostorskega gibanja. Ta odnos se je skladal s principom ekonomskega liberalizma in migracijske procese prepuščal večinoma vplivom gospodarskih dinamik ter logikam prostega trga dela. Po Prvi svetovni vojni pa je prišlo do korenite spremembe, saj so države odstopile od znanega liberalnega načela laissez-faire. Države so se v tem obdobju premaknile iz ozadja oziroma obrobja v ospredje prizorišča. Migracijska gibanja so podredile svojemu nadzoru in jih bolj ali manj neposredno uravnavale in usmerjale tako v obsegu kot po strukturnih značilnostih v skladu z nacionalnimi interesi in politikami. Narodni liberalni migracijski režim, ki je v 19. stoletju in do Prve svetovne vojne spremenil prostorsko mobilnost na kratke in dolge, čez oceanske razdalje, v množično družbeno rutino, je v pravnem pogledu koreninil v načelih francoske revolucije. Ta je med temeljnimi človekovimi pravicami razglasila svobodo gibanja in jo leta 1791 vgradila v revolucionarno republikansko ustavno listino. Revolucija je med drugim odpravila tudi potne liste kot zasovraženi simbol absolutizma, vendar je že v kratkem spet uvedla, saj moderna država, kakršna je Francija hotela biti, ni mogla funkcionirati brez upravnega inštrumentarija za vpogled nad njenimi družbenimi procesi in za upravljanje tako pravic kot dolžnosti državljanov. V naslednjih desetletjih se je svoboda gibanja in izseljevanja, ne brez krajših ali daljših časovnih zamikov in nasprotovanj, razširila po večini evropskih držav. Od konca 60. let 19. stoletja dalje samo še izjeme niso dopuščale državljanov, da se v iskanju boljših življenjskih pogojev odselijo, kamor se jim zljubi. To je bila zmaga liberalne misli nad načeli absolutistične države, ki je striktno nadzorovala prebivalstvo in njegova gibanja. V dobi merkantilizma in populacionizma, ko je prebivalstvo veljalo za temeljno bogastvo in merilo gospodarske ter vojaške moči, je država vodila načrtno kolonizacijo, privabljala je priseljence iz tujine, predvsem nosilce poklicnih in drugih znanj, izseljevanje svojih podanikov pa je prepovedovala in sankcionirala s težkimi kaznimi, včasih celo s smrtjo. Stalno izseljevanje na tuje je veljalo sploh za odpadništvo in znak pomanjkanja zvestobe ter lojalnosti do domovine. Tudi notranjo mobilnost in selitve je oblast pogojevala glede na stanovsko pripadnost ter jih nadzorovala z raznimi upravnimi in policijskimi inštrumenti. Proces sproščanja prostorskega gibanja in izseljevanja, ki ga je sprožila meščanska revolucija, ni bil le vprašanje pravnih načel svobode posameznika. Narekovali so ga industrializacija, urbanizacija in vsesplošen družbeni ter gospodarski razvoj. Ti so imeli svojo propulzivno moč v človeških virih in Evropa je s pomočjo teh virov gradila svojo dominantno vlogo v svetu. Človeški kapital je bilo treba zato rešiti spon, ki so ga v starem družbenem redu vezale krajevno družbeno-ekonomske strukture, čim bolj ovirano premikati in pritegniti tja, kjer je bil potreben modernemu razvoju. Z uveljavitvijo liberalnega koncepta se je uveljavil tudi egalitarni koncept državljanstva, ki je pomenil demokratizacijo identifikacije posameznikov na enakopravni osnovi državljanstva in nič več na osnovi stanovskih razlikovanj ter privilegijev.
Pomenil je tudi jasno razlikovanje med državljani in tujci na osnovi državne nacionalne diskriminante. Jazen odnos do selitvenega pojava ni odpravil nadzora državnega aparata nad migracijskimi gibanji. Spremenili so se preprosto njegovi nameni. Liberalna država je bila dolžna državljanom jamčiti uživanje selitvenih in drugih pravic, jih ščititi na poti in jim v tujini stati ob strani pri urejanju odnosov z državo ter okoljem priseljevanja. Država je tako svojo nadzorno pozornost usmerila v izseljenske agencije, ladjarske družbe in druge komercialne osebke, ki so se ukvarjali z odpremljanjem in prevažanjem izseljencev. V dobi množičnih delovnih migracij so te dejavnosti postale ogromen gospodarski posel, katerih je imela sama država velike koristi. Vplival je na razvoj pristanišč in pomorstva, poganjal je mednarodno trgovino in prometno industrijo. Pomemben je bil tudi za tehnično rast in celo za vojaško sposobnost ter opremljenost države. Pristanišča in ladjarske družbe so se potegovale za prekooceanske izseljence in pri tem jih je spodbujala ameriška veleindustrija, ki si je v tekmi z evropsko hotela zagotoviti potrebno delovno silo. V povezavi s tako imenovanimi izseljenski posli so se zato širile številne nepravilnosti in nezakonite prakse, ki jih je morala oblast zatirati in ščititi migrante pred profita lačnimi interesi. Hkrati pa je ohranjala pred očmi tudi migrante, saj je morala zaščititi tudi svoje primarne interese in sam liberalni pravni ustroj. Poleg zagotavljanja državljanskih pravic je morala skrbeti, da so državljani izpolnjevali svoje dolžnosti do države in da izseljevanje ni povzročalo škodljivih posledic. Zato je bila tudi v liberalnem sistemu svobode izseljevanja podvržena nekaterim omejitvam, in sicer v skladu z višjimi interesi državne skupnosti, ki so na prioritetni lestvici prišli pred interesi posameznika. Tak interes je bila vojaška moč in varnost države. Zaradi nje so povsod veljale omejitve svobode izseljevanja za vojaške obveznike. Tem v času vojaškega služenja izseljevanje ni bilo dovoljeno. V prednaborni starosti in v dobi, ko so pripadali vojaški rezervi, pa so se smeli izseljevati z izrecnim dovoljenjem vojaških oblasti. V primeru vojne so si države sploh pridržale pravico izseljevanja prepovedati. Podobno so določene omejitve veljale v skladu s specifičnimi interesi posameznih držav v odnosu do priseljevanja in priseljencev. Za izvajanje migracijskega reda je bil skratka potreben ustrezen nadzorni sistem, ki je temeljil na zakonskih ureditvah in migracijskih politikah. Selitvene zakonodaje in politike posameznih držav so se seveda razlikovale v skladu s položajem, ki so ga zasedale na prizorišču mednarodnih migracij in s specifičnimi interesi. Ene so se omejevale na policijski pristop in skrbele, da so se selitve dogajale v skladu s pravnim redom, druge so s pozitivno zakonodajo in administrativnimi praksami težile k aktivnejšemu poseganju v procese. Velika Britanija, na primer, je bila z tega vidika dolgo časa med najbolj pasivnimi. Izseljevanju ni postavljala nobenih ovir. Vsakdo je lahko državo zapustil po svoji volji in ostal v tujini neomejeno. Priseljevanje pa je omejevala le z nekaterimi varnostnimi predpisi, ki jih je sprejela v boju proti politično in družbeno subverzivnim osebam, a jih dejansko ni uveljavljala. Velika Britanija je bila skupaj z Nemčijo edina evropska država, ki je tisti čas poznala poleg izseljevanja tudi množično priseljevanje. Odraz njenega liberalnega odnosa je med drugim dejstvo, da dolgo ni vodila niti migracijske statistike. Italija, ki je skupaj z Avstro-Ogrsko in Rusijo tvorila od 90-ih let 19. stoletja poglavitni bazen čezoceanskega in kontinentalnega izseljevanja, je poskrbela za najvišjo stopnjo zaščite svojih izseljencev. Varovala je tudi svoje ladjarske in pristaniške interese pri prevažanju izseljencev,
in vzpostavila uradne kanale za transfer izseljenskih denarnih nakazil iz tujine. Zagotovila si je tudi možnost vplivanja na destinacije izseljenskih tokov in oviranja izseljevanja, vkolikor se ni skladalo z določenimi nacionalnimi interesi. Nemčija je skrbela, da ji niso uhajali vojaški zavezanci, podpirala pa je in marsikaj prizanesla nemškemu ladjarstvu, ki je imelo velike interese od izseljevanja iz vzhodne in jugovzhodne Evrope. V ta namen so nemški ladjarski koncerni na začetku mednarodnega prevoznega kartela, na čelu mednarodnega prevoznega kartela vodili zelo agresivno politiko proti konkurenčnemu ladjarstvu in uveljavljali svoj monopol v državah, iz katerih so izvirali izseljenski tokovi. Podobno so v oporo svojih ekonomij izseljenskih agencij in ladjarskih kompanij ravnale druge države, skozi katere so vodile izseljenske poti, kot Švica, Francija, Nizozemska in Belgija. Zanimiv primer razlik v odnosu do izseljevanja je Avstro-Ogrska, kjer sta veljala dva ločena migracijska režima. Ogrska je razpolagala z zaščitno izseljensko zakonodajo in je z ustrezno politiko četrtino svojega čezoceanskega izseljevanja usmerila skozi reko. S tem je doma zadržala del kapitala, ki se je v obliki stroškov za izseljevanje stekel v tujino in ga namenila razvoju domačega pristanišča ter pomorstva. Avstrija pa ni imela izseljenskega zakona in ni bila sposobna poseči, da bi na enak način promovirala Trst. Iz nacionalnega izseljenskega pristanišča je tako odhajalo le 7% avstrijskih izseljencev. Ogrska je lahko izseljevanje tudi pravno omejevala. Avstriji pa tega ni dovoljevalo načelo o svobodi izseljevanja, zapisano v ustavnem zakonu. Tega načela z navadno večino ni bilo mogoče spremeniti in je zato preprečevalo kakršnokoli omejevalno zakonsko regulacijo izseljevanja. Avstrija je sicer lahko omejevala izseljevanje vojaških zavezancev, vendar jih je dokaj prizanesljivo puščala odhajati, ker je bilo delo v tujini v številnih predelih države, vključno s slovenskimi deželami, pomemben gospodarski vir in način za lajšanje socialnega pritiska. Izseljenska denarna nakazila so pomenila tudi glavni vir tuje valute in sredstvo za uravnavanje plačilne trgovinske bilance. V Ameriki je tako ilegalno živelo na 100.000 avstrijskih vojaških zavezancev in med njimi tudi več kot 10.000 slovenskih, ki so domovini ekonomsko bolje služili, kot če bi bili doma. Z vojaškega in domoljubnega vidika pa so bili tako rekoč izgubljeni, kar se je izkazalo po izbruhu Prve svetovne vojne. Povsem restriktiven sistem sta ohranjali Rusija in Srbija. Rusiji so režim omilili šele v 90. letih 19. stoletja, s tem, da so izseljence diskriminirali po narodni in verski pripadnosti. Še naprej so si prizadevali zadrževati rusko prebivalstvo, favorizirali pa so odhajanje Judov in drugih narodnosti. V Srbiji je bil režim še bolj omejujoč. Država je vseskozi izseljevanje preprečevala z visoko takso na potni list, ki so si ga lahko le redki privoščili. S strogim nadzorom ozemlja in državnih mej je preganjala tudi nezakonito izseljevanje. Razlogi za to strogo politiko so bili večinoma vojaški, saj je zaradi stalnih napetosti na Balkanu država postavljala na prvo mesto sposobnost in pripravljenost svojih oboroženih sil. V dobi liberalizma je bil v večini držav za ekspatriacijo oziroma za vstop v tujo državo predpisan potni list. V nekaterih pa je zadostoval le navaden identifikacijski dokument. Tako je moral avstrijski državljan za vhod v tujino domače oblasti zaprositi za potni list ali za ustrezno overjeno delovno knjižico. V Nemčijo pa je lahko vstopil z navadnim identifikacijskim listom.
Z njim se je v Bremnu ali Hamburgu vkrcal na prekooceansko ladjo, stopil onkraj oceana na ameriška tla in nadaljeval pot do končnega cilja. Ne glede na to, kakšen dokument je bil predpisan, je liberalnost migracij prihajala do izraza tudi v režimih na meji. V Evropi pri vstopu v državo oblasti dokumentov navadno niso pregledovale in podobno se je pogosto dogajalo pri izstopu iz matične države, kjer so bili bolj pozorni le na vojaške obveznike. To je olajšalo in pravzaprav spodbujalo nezakonite oblike izseljevanja. Trde so ostajale le meje z Rusijo, Bolgarijo in Srbijo, kjer so bili izseljenci podvrženi strožjemu nadzoru, predvsem zaradi zdravstvenih in ekonomskih razlogov. Izseljenske države so se namreč branile oseb, ki niso bile sposobne samopreživljanja oziroma so veljale za družbeno ali politično nevarne. Tudi Združene države Amerike, ki so sprva kot domovina osebne svobode dovoljevale vstop vsem, so z večanjem priseljevanja iz neanglosaških ali germanskih dežel prešle od politike tako imenovanih odprtih vrat k politiki priprtih vrat. Zavračati so začele revnejše, dela manj sposobne, moralno oporečne, versko, politično in družbeno nezaželene priseljence. V ta kontekst so upadle tudi restrikcije proti nekaterim etničnim oziroma narodnim skupinam. Združene države Amerike so tako že v 60. letih omejile priseljevanje iz Kitajske in Japonske. Leta 1905 je Velika Britanija zaradi povečanega priseljevanja ubožnih Judov iz vzhodne Evrope uvedla zakon, s katerim so lahko preprečevali vstop revnim. To je zaznamovalo konec neomejene svobode priseljevanja in začetek regulativnega poseganja države na področje migracij. S tem so bila okrnjena angleška načela svobode in tolerance, pravica do azila in prostega gospodarstva. Še bolj izrazit je primer Nemčije, kjer so nastopili ukrepi proti poljskim delavcem iz Rusije in Galicije, ki jih je sezonsko zaposlovalo agrarno gospodarstvo. V 80. letih je prišlo celo do izgonov in prepovedi priseljevanja. Zato so lahko Poljaki prihajali s strogim nadzorom, prosto gibanje po Nemčiji jim je bilo prepovedano, končani delovni sezoni pa so se morali obvezno vračati domov. Uradno so te za takratno Evropo neobičajne omejitve navdihovali sanitarni razlogi. V resnici jim je botrovalo poljsko narodno vprašanje v Nemčiji in strah nemške politike pred naraščanjem števila državljanov poljske narodnosti ter krepitvijo poljskega nacionalizma. Odpor proti tujcem se je vseskozi krepil v vseh državah množičnega priseljevanja. Izražal se je v vse glasnejših zahtevah po omejitvah priseljevanja in zavračanju nezaželenih priseljencev. Izviral je tako iz kulturnih in rasnih predsodkov ter bojazni, da bodo tujci s svojo drugačnostjo ogrozili narodno kulturo in življenjske ideale. Koreninil je tudi v družbenih in gospodarskih motivacijah tistih, ki so jim priseljenci konkurirali na trgu dela, ogrožali njihove socialne pridobitve v odnosu do delodajalcev in spodjedali življenjski standard. Kljub omenjenim restrikcijam, delnim regulacijam in odstopanju od načelne svobode gibanja v posameznih državah, pa je mednarodni migracijski režim vse do prve svetovne vojne ostajal v osnovi liberalen in selitve so pod nadzornim očesom izseljenskih in priseljenskih držav potekale razmeroma prosto. Stanje je nenadoma prekinila svetovna vojna. Z njo so se na meje vrnili strogi režimi. Države so spet uvedle obveznost in sistematične preglede potnih listov. Vojaškim osebam so potna dovoljenja razveljavile in jim prepovedale izseljevanje. Omejile so tudi izseljevanje in celo notranjo mobilnost civilistov.
Tuji državljani so morali pridobiti posebna dovoljenja za bivanje, državljani sovražnih držav pa so bili deležni izgona, internacij in deportacij. Ti ukrepi so se sklicevali na klavzulo o pravici omejevanja svobodnega gibanja v izrednih razmerah in so jih liberalni pravni sistemi dopuščali le za začasno veljavo. Po vojni pa jih države niso odpravile. Brez tistih proti pripadnikom sovražnih držav so jih v omiljeni obliki spremenile v trajne. To je sovpadalo z mednarodnim ekonomskim razvojem in sicer s prehajanjem od ekonomije prostega trga k protekcionizmu in državnemu intervencionizmu. Delovna sila in z njo migracije so kot komponenta nacionalnega gospodarskega sistema prešle pod bolj ali manj neposredni nadzor države, ki je varovala svoj delovni trg in neposredno posegala v migracijska gibanja, da jih je uravnavala v skladu s svojimi nacionalnimi interesi. Sredi 20. let je bilo tako mednarodnega liberalnega migracijskega režima konec. Selitve so se dogajale samo še na podlagi meddržavnih sporazumov oziroma v okviru bolj ali manj restriktivnih politik ter selektivnih kriterijev. Kriteriji za sprejemanje ali zavračanje priseljencev zdaj niso več temeljili kot pred vojno samo na družbenem razlikovanju, uveljavila se je diskriminacija po narodni pripadnosti oziroma po državljanstvu. Obvezni potni list je tako postal standardni inštrument za identifikacijo državljanstva migrantov in sredstvo za njihovo sprejemanje ali izključevanje. Vojna sama na sebi ni bila vzrok niti povod tega preloma. Težnje odstopanja od liberalnih načel so se kot omenjeno širile že v desetletjih pred vojno, tako v državah izseljevanja kot v deželah priseljevanja. Tudi v Avstriji je bilo nasprotovanje nebrzdani svobodi izseljevanja od 90. let 19. stoletja vse glasnejše. Politične sile in javno mnenje, ki so odločno zahtevali, da se država zoperstavi odhajanju prebivalstva brez upravičenih gospodarskih razlogov, so presegali tiste, ki so zagovarjali povsem liberalno interpretacijo načela svobode izseljevanja. Slovenska politika je v celoti podpirala omejevalne ukrepe, za katerimi so stale tudi narodne motivacije. Izseljevanje je pojmovala kot rak rano, zaradi katere slovenski narod izgublja življenjsko moč. Slovenski predstavniki so Dunajskemu parlamentu predložili rešitve za nadzorovano in racionalno upravljanje izseljenskega pojava. Ustava pa takih političnih ukrepov, kot rečeno, ni prenesla. V državnem aparatu pa so šele na začetku leta 1914 prevladala stališča vojnega ministrstva in je država s poostritvijo obstoječega nadzornega sistema omejila odhajanje vojaških obveznikov. Vojna je težnje po restrikcijah in pospeševanju nadzornih sistemov v vseh državah samo okrepila. Pokazala je na šibkosti liberalnega odnosa do migracij, ki so bile prej samo latentne. Izpostavila je negativne plati ohlapnega nadzora in prednosti aktivnejšega nastopanja države na področju migracij. Načela je tudi zakoreninjeni mit liberalne ekonomije, ki je poveličeval načelo laissez-faire in dokazala, da država mora igrati uspešno vlogo v igri gospodarskih dinamik in dejavnikov. Vojna in njene neposredne posledice so skratka ustvarile okoliščine za povečanje splošnega družbenega nadzora in v okviru tega tudi nadzora nad migracijami. Izkazalo se je,
da v marsikateri državi obstoječi kontrolni sistemi niso dopuščali razlikovanja tujcev sovražnih držav. Vojna je izpostavila potrebo po registraciji nacionalne pripadnosti priseljencev, ki do 20. stoletja ni bila povsod v rabi. Države so okrepile postopke nadzora na državnih mejah, nad tujci znotraj držav in tudi nad domačimi državljani, ki jim ni bilo več dovoljeno neomejeno prosto premikanje. Uspešno so izvajale internacije in deportacije civilistov, evakuacije in nameščanje vojnih beguncev, internacije vojaških ujetnikov. Pritegnile in razmeščale so domačo in tujo delovno silo za potrebo vojne ekonomije. Izostrile so nadzor nad sovražnimi tujci. Leta 1917 pa tudi nad nosilci revolucionarnih idej. Velika preizkušnja je bilo tudi spopadanje s špansko gripo. Po vojni se je postavljal problem identifikacije milijonov mrtvih in pogrešanih, repatriacije ujetnikov in razseljenih civilistov ter premikov prebivalstva povezanih z novo politično geografijo. Mnogi so ostali brez državljanstva in matične države oziroma so jim bile nove države sovražne in so v njih postali tarče nasilja in izgonov. Treba jim je bilo omogočiti odhod, naselitev v druga okolja. Društvo narodov je beguncem in razseljenim osebam pomagalo s posebnimi programi in s posebnim potnim listom. Po vojni so poostrili domala vse birokratske, policijske in zdravstvene kontrole migrantov na državnih mejah in v pristaniščih. Vojna je skratka zaostrila vse probleme, ki so objektivno in imaginarno narekovali nadzor. Pospešila je tudi razvoj inštrumentov sistemov registracije in praks, ki so državnim aparatom dovoljevali nadzor izvajati. V prvih povojnih letih je še vedno veljal migracijski laissez-faire. Vzpostavljenih nadzornih sistemov pa države niso umaknile. Prav ti sistemi so postali ključne predpostavke za prehod državnemu intervencionizmu, gospodarskemu protekcionizmu in uvajanju restriktivnih migracijskih politik, tako v državah izseljevanja kot v državah priseljevanja. Razumemo razloge, ki so privedli k državnemu nadzorovanju in uravnavanju migracij, je treba upoštevati še druge vidike. Ti so imeli opravka z uveljavitvijo politične demokracije in utrjevanjem socialne države in bi v kratkem, ne glede na vojno, privedli do spremembe režima. Utrjevanje moderne države, ki je opredeljevala socialne in druge pravice državljanov, ter širjenje politične participacije so od 70. let 19. stoletja krepili interes in zavzemanje državljanov za lastne koristi. Države so začele vse jasneje razlikovati med državljani in priseljenimi tujci. Hkrati se je krepilo delavsko gibanje, ki je izkazovalo vse močnejši nativizem. V Evropi nasprotovanje delavstva ni bilo napirjeno proti vsem priseljencem, ampak proti tistim, ki so odstopali od sindikalnih linij in so se z nelojalno konkurenco in stavkogaštvom udinjali kot sredstva protidelavskih interesov. Ker so to bili nekvalificirani delavci, je naraščal odpor proti priseljencem tistih držav, iz katerih je prihajala nekvalificirana delovna sila. To razpoko je desnica širila še s podpihovanjem ksenofobije. V ospredje pa je prišel tudi skupni interes domačega delavstva in države po urejanju trga dela in razvijanju socialnega sistema, pri čemer se je začelo uveljavljati načelo prednosti domačemu delavstvu pred tujim. Krepitev socialne države je za samo vzdržljivost sistema narekovala absorbiranje domačih brezposelnih pred zaposlovanjem tujcev.
Ob vse širši politični participaciji in s sistemizacijo socialnih pravic je postalo vse težje argumentirati, zakaj najemati tujo delovno silo in ji priznavati enake socialne pravice, če je domačo pestila strukturna brezposelnost. Ta stališča so se med vojno, ko so države potrebovale socialni mir in so bolj popuščale zahtevam delavstva, okrepila. Delavstvo je vse glasneje zahtevalo restrikcije priseljevanja in ponekod zagotovilo preferenčni položaj domačemu delavstvu. Povojne regulativne politike so tako povsod gojevale priseljevanje z dovoljenjem in odslavljale priseljence v primeru krize. Ponekod se je država neposredno angažirala, poleg uravnavanja dotoka oziroma izseljevanja, tudi v najemanju tuje delovne sile. Prehod od režima laissez-faire k restrikcijam in državni kontroli migracij ni potekal povsod enako. Splošil se je šele z gospodarsko krizo konec 20. let. Migracijska svoboda je bila vsekakor po vojni povsod okrnjena. Državnih mejah ni bilo mogoče prekoračiti brez potnega lista in dovoljenja, se pravi vize države sprejemnice. Če so prej priseljence kaznovali ali jih zavračali zaradi kriminala, beračanja, zdravstvenih in socialnih razlogov ali drugih prekrškov, sta zdaj kazen in izgon nastopila že zaradi pomanjkanja ustreznih dokumentov in dovoljenj za bivanje v državi. Pred vojno se država ni preveč zanimala, čemu je priseljenec prišel, kje se bo zaposlil, živel in kot se bo premikal. Zdaj je bil predmet državnega nadzora že kot tujec in ključna je postala njegova državna pripadnost. Problem nadzora in uravnavanja migracij je bil med predmeti razprave tudi na mirovni konferenci v Parizu leta 1919. Mednarodni trgi dela so bili pred vojno prizorišča velikih spopadov za zagotavljanje delovne sile državnim ekonomijam in so zato povzročali močna mednarodna trenja. Delovne migracije in z njimi povezani interesi so zato bili med dejavniki, ki so prispevali k izbruhu vojne. Zato so si na mirovni konferenci prizadevali za vzpostavitev migracijskega režima, ki bi prispeval k omejevanju mednarodnih gospodarskih in interesnih konfliktov. V okviru Mednarodne organizacije dela, ki so jo ustanovili pod okriljem Društva narodov, so tako ustanovili posebno komisijo za migracije. Oblikovala se je zamisel o mednarodnem upravljanju transnacionalnih delovnih migracij na podlagi mednarodne kooperacije in usmerjanja migracijskih tokov v skladu s potrebami delovnih trgov. Takemu načrtu pa so nasprotovale države uvoznice delovne sile, ki so želele imeti pri tem proste roke in ohranjati polno suverenost pri selekcioniranju in sprejemanju priseljencev. Nosilke tega stališča so bile Združene države Amerike, ki so leta 1921 korenito omejile svobodo priseljevanja z uvedbo sistema letnih kvot. S tem sistemom, ki je dovoljeval vstop v državo samo določenemu številu priseljencev iz vsake države, so močno omejile priseljevanja iz vzhodne in jugovzhodne Evrope. Restrikcije so zahtevali tako ameriško delavstvo kot nativistične sile in vsi, ki so na podlagi rasne oziroma etnične, verske in kulturne diskriminacije gojili odpor do priseljencev neanglosaškega izvora. Omogočili pa so jih ameriški industrijci, ki so pred vojno iz gospodarskih interesov nasprotovali vsakemu omejevanju prostega dotoka delavstva iz Evrope. Vojna pa je spremenila proizvodne procese, ki so ob pomanjkanju priseljenskega priliva mobilizirali domače človeške vire
in bazene delovne sile v kmečki Evropi nadomestili z obsežno ruralno Ameriko. Leta 1924 so Združene države Amerike svoj kvotni sistem še poostrile. Združene države Amerike so sledile Združenim državam še druge ameriške države priseljevanja. S tem je bil tako imenovani atlantski migracijski sistem močno okrnjen. Predvojna izseljenska geografija pa povsem sprevržena. Države izvoznice delovne sile so si z Italijo na čelu prizadevale za omilitev restrikcij, saj jim je z ameriškim trgom zmanjkal strukturni element nacionalne ekonomije in inštrument za lajšanje socialnega bremena, ki ga je vojna nevarno povečala in ki je ob širjenju revolucionarnih idej postalo tudi politično nevarno. Poskusi mehčanja ameriških stališč so se izjalovili. Propadel je tudi načrt usklajevanja migracijskih gibanj na podlagi mednarodnega dogovarjanja in pod okriljem nadnacionalnih agencij v okviru Društva narodov. V Evropi se je uveljavil sistem dvostranskih meddržavnih sporazumov in programov o napotitvi delavcev. Glavna država sprejemnica je bila Francija, ki je trpela za demografskim deficitom in pomanjkanjem delovne sile. Postala je tudi za slovenske in jugoslovanske delavce vsaj metaforično Nova Amerika. Z gospodarsko krizo je tudi Francija omejila priseljevanje in namesto dotedanje prijazne politike do tujcev pustila prostor nacionalizmu in šovinizmu. V 30 letih je svoja vrata spet odprla tudi Nemčija, ki je obnovila uvoz sezonske agrarne delovne sile. Če se vrnemo k vlogi Prve svetovne vojne, lahko zaključimo, da je vojna uvedla novo dobo v zgodovini migracij. Evropske in čezmorske države so namesto prejšnjega liberalnega režima institucionalizirale načelo omejene svobode migriranja in se usposobile za nadzorovanje prostorskega gibanja ter ekonomsko upravljanje migracij. Do ključnega zasuka v to smer je prišlo, ko so države priseljevanja dvignile zapore in vzpostavile selektivna sita za sprejemanje tuje delovne sile. Uveljavilo se je to, kar je bilo pred vojno še v embrionalni fazi. Poseganje države v upravljanje s človeškimi viri v skladu z gospodarskimi interesi, kot tudi s socialnimi, demografskimi, kulturnimi in raznimi politikami, rasnimi politikami. Značilnost nove razvojne faze je bila tudi ta, da so se države, zato da so lahko nastopale na migracijskem prizorišču, v prvi osebi opremile s študijskim, svetovalnim ter informacijskim aparatom. Določale so pravne osnove migracijskih politik, definirale so selektivne kriterije in pogoje izseljevanja oziroma priseljevanja. Avtokratske države so omejevale tudi notranja migracijska gibanja in jih na razne načine dirigirale, vključno s prisilo. Migracijske politike so se tesno prepletale z vprašanjem narodnih manjšin, ki je med svetovnima vojnama prodrlo v ospredje nacionalne problematike. Postale so eno od sredstev, s pomočjo katerih je nacionalna država vodila etnično homogenizacijo svojega ozemlja in svojega prebivalstva. Vojna izkušnja je nenazadnje obrodila pravne podlage za legalizacijo množičnega prerazporejanja prebivalstva in mednarodno delavsko organizacijo, ki je od takrat veliko prispevala na področju priznavanja pravic in dostojanstva migrantov, posebno pa je vplivala tudi na migracijske politike. Protagonisti tega dolgega razvojnega procesa je treba posebej nazadnje izpostaviti potni list. Potni list je bil osrednji element nadzornega sistema in regulacije mednarodnih gibanj. V končni fazi pa je kot omenjeno služil tudi drugi ključni funkciji nadzora. To je identifikaciji na unitarni nacionalni osnovi tistih,
ki so bili upravičeni do socialnih in drugih pravic. Pot do te razvojne stopnje moderne nacionalne države je bila dolga. Odvisna je bila od uveljavitve državljanstva kot ekskluzivističnega koncepta pripadnosti in temelja za definicijo dolžnosti in pravic v okviru državne skupnosti. Povezana je bila z demokratizacijo in večanjem participacije državljanov v političnem življenju, s priznavanjem njihovih interesov in napredovanjem njihovih pravic. Povezana je bila tudi s krepitvijo narodne zavesti, posebno pa z nacionalizacijo socialnega skrbstva. Organizacija socialnih pravic na nacionalni ravni je narekovala natančno ločevanje upravičenih od neupravičenih in s tem državljanov od nedržavljanov. Izpostavljala je protislovje vprašanjem brezposelnosti in socialno državo ter prostim prilivom tuje delovne sile. Promovirala je načelo o prednosti državljanov pred nedržavljani na področju delovnih in socialnih pravic, ki se je hkrati utemeljevala na politični ravni in z dogovarjanjem med državo, podjetništvom in delavstvom. Migracijski nadzor je skratka postal sredstvo za regulacijo pravic in identifikacijo upravičencev v okviru nacionalne države. Države so ustvarile vse bolj artikulirane klasifikacijske kriterije za upravljanje migracij skladno s takimi ali drugačnimi doktrinami in politikami. Artikuliranost kriterijev je pomenila neenake možnosti migriranja in pravice migrantov glede na državljanstvo, spol, starost, poklic, izobrazbo, raso in druge značilnosti. Medtem, ko sta za časa liberalnega odnosa migracijska gibanja uravnavala mednarodni trg dela in prosta ekonomija, sta sedaj regulacija migracij in priznavanje pravic temeljila na pravnem statusu migrantov. S tem sem jaz svoje predavanje končal in hvala vam za pozornost. Hvala lepa, kot vedno zelo izčrpno in sintetično. Zdaj pa na tem mestu odpiram razpravo. Nekaj več ljudi je bilo vmes je še šlo in se skratka odpiram prostor vprašanjem. Lahko jaz začnem za pogum? Že, ko sva sodelavca na tvojih projektih o migracijah, imamo zelo pogosto diskusijo o tem. V bistvu imam dve vprašanji. Ena je bolj iz neznanja, druga pa izhaja iz najinih diskusij. Prvo izhaja iz te tvoje lepe ugotovitve, da je en nadzorni mehanizem proti koncu bil uveljavitev državljanstva, torej je nadzorni mehanizem migracij, in videli, mislim, zdaj recimo pri Exodusu, je jasno, kako spreminjanjem nacionalnih identifikacij se izigrava tak nadzor, Dan danes je to isto vidno in to mi je en zanimiv fenomen, o katerem mi govorijo pripovedovalci, kako veliko je Makedoncev, ki sprejemajo bolgarsko državljanstvo, ki s tem postanejo evropski državljani. Bolgari pa ima s tem tudi svoje prednosti, oni sami pa imajo prednosti, ker lahko migrirajo po Evropski uniji. In v bistvu me zanima, kot zgodovinar, tvoj pogled na to, kakšne so primerjave, recimo s temi fenomeni, ki jih jaz poznam kot sodobne, torej Exodus in sodobna Makedonija in Bolgarija. To je moje prvo vprašanje, torej izigravanje državnega nadzora z spreminjanjem nacionalnih identifikacij. In drugo vprašanje pa je bolj iz neznanja oziroma iz izkustveno, tako ti kot jaz sva povezana z Avstralijo in v predavanju nisem dosti slišala o Avstraliji. Me zanima, kakšna je bila pa politika Avstralije, če je bila drugačna ali podobna kot recimo ameriška.
Torej, glede drugega vprašanja bi rekel sledeče, da sem se jaz v svojem predavanju omejil na čas do druge svetovne vojne, ne, zaradi tega, ker sem želel pokazati prav ta kontrast, ki ga je povzročila Prva svetovna vojna oziroma ki se je zgodil, ne, po Prvi svetovni vojni. Torej, vojna je, kot sem povedal, izpostavila celo vrsto problemov in je samo pospešila tiste težnje, ki so bile prisotne že v času liberalnega obdobja in so se potem samo, recimo, utrdile in uveljavile, ne. Zdaj, tudi Avstralija, če se ne motim, se je v tem obdobju kot večina velikih priseljenskih čezoceanskih držav odločila za lastno, samovoljno, če tako rečem, regulacijo dotoka priseljencev, ne. Torej, podobno kot Združene države Amerike, ki predstavljajo najbolj eklatanten primer, se je uveljavila politika selekcioniranja priseljencev, ne. Selekcioniranja na podlagi državljanstva, ne več kot prej, ko so v bistvu omejevali dostop samo izjemoma nekaterim etničnim skupinam, kot so bili recimo Japonci in Kitajci. Drugače so bile omejitve, so temeljile omejitve na recimo bolj moralnih oziroma družbenih elementih, ne. Torej, so izključevali na primer ljudi, ki niso kazali zadostnih, recimo, niso izpolnjevali pogojev, recimo, ne vem, fizičnih ali zdravstvenih, ne, torej, ki bi lahko predstavljali neko breme za ekonomijo priseljenske države, ne. Potem pa po Prvi svetovni vojni se uveljavi prav ta princip, ne, da se diskriminira na podlagi državljanstva in torej se diskriminira tudi na podlagi etnične oziroma državne pripadnosti. Zdaj, tisto, kar si vprašala v prvem vprašanju, ne, je v bistvu povezava oziroma prekrivanje teh dveh konceptov, ne. Združene države Amerike so jasno uvedle kvotni sistem zaradi tega, ker so hotele omejiti priseljevanje iz vzhodne in južne Evrope, zaradi tega, ker je bilo jezikovno, kulturno, družbeno preveč nekako kontrastno, preveč različno in ker se tudi te skupnosti v Ameriki niso bile pripravljene amerikanizirati in pretopiti v ameriško kulturo, kot si je vodilna ameriška, recimo, elita in samo ameriško prebivalstvo pričakovalo. In to je bil en razlog. Drugi razlog, kot sem omenil, so bili čisto ekonomski razlogi, torej premiki v načinu proizvodnje in v strukturi, v ekonomski strukturi, do katerih je prišlo s Prvo svetovno vojno in po Prvi svetovni vojni. Ravno tako je Kanada, ne, posegla na ta način z omejitvami, sledila Ameriki in tudi Avstralija je v tem obdobju omejila, recimo, znam, da je da je sprejemala samo nekaj desetin, na primer, priseljencev iz takratne kraljevine Jugoslavije. Medtem ko recimo so Združene države Amerike sprejemale iz tega območja od leta 1924 naprej slabih 700 priseljencev na leto. Lahko pomislimo, da je samo iz slovenskih območij in iz hrvaškega prostora, delno tudi iz drugih delov takratne Jugoslavije živelo v tujini po ocenah vsaj 800.000 ljudi. Torej, to nam pokaže na to korenito spremembo, do katere je prišlo takrat v prvi polovici 20. let.
Kar se pa tiče samega, recimo, migracijskega nadzora, ne, pa je seveda jasno to, da migracijski nadzor vzpostavljajo države in oblasti, ne, enako pa se njegovih pravnih norm in kriterijev poslužujejo tako imenovani nadzorovani, to se pravi sami priseljenci. Tako se dogaja danes in tako se je dogajalo tudi v preteklosti. Torej, tudi v proučevanju migracijskega nadzora je v teku recimo dolgoletne razprave prišlo do premikov in do drugačnih, do novih recimo gledanj, ne, medtem ko so se začetkoma nekako so se študije osredotočale na vlogo države, se je potem s časom izkazalo, kako gre pravzaprav za eno področje, na katerem ne enakovredno, ampak kot subjekti delujejo bodisi država, to se pravi bodisi sistemi nadzora, ne, in njihovi upravljavci kot sami nadzorovani, to se pravi tudi kot sami migranti. In to se je recimo tudi v dobi najsvobodnejšega izseljevanja, torej do prve svetovne vojne, jasno kazalo, ne, ker v vseh recimo strategijah, ki so jih uporabljali bodisi migranti kot komercialni subjekti, ne, zato da so recimo s kršenjem zakonodaje in pravil vseeno spravljali ljudi čez meje in recimo z njimi torej koristili svojim profitom in svojim gospodarskim interesom. Hkrati pa tudi interesom samih izseljencev. Recimo se spomnim na primera, ko je v 70., 80. in 90. letih 19. stoletja Avstrija na Primorskem preganjala izseljenske agente, med katerimi so bili tudi nekateri Slovenci iz avstrijske Furlanije oziroma take, ki so delovali iz italijanske Furlanije in jih zato avstrijske oblasti in zato niso mogli priti do živega, ker niso imeli inštrumentov, da bi jih lahko preganjali na ozemlju tuje države. In so v vseh poročilih in tudi v sredstvih javnega obveščanja te ljudi imenovali z imenom in priimkom, med katerimi je bil nek slovenski agent, ki se je imenoval Anton Gergolet, ki je bil prikazan z najslabšimi, recimo, opisan z najslabšimi pridevniki, če tako rečem, ne. Ampak med samimi izseljenci je veljal za pravo avtoriteto, ki je njim pomagal, da so se lahko izseljevali, tudi če niso od države dobili potrebnih potnih dokumentov, na primer vojaški obvezniki, ki jim je morala recimo država izdati posebno dovolilo, da so lahko odšli in so lahko odšli samo za določen čas, dokler niso izpolnili svojih vojaških dolžnosti. Torej, iz tega vidimo, kako je tudi gledanje in pojmovanje različnih akterjev na tem področju se razlikovalo. Torej, pri izseljencih je seveda izseljenski nadzor bil zasovražen in en lep primer je tudi v tem. Na Slovenskem so navadno občine bile izredno popustljive in so celo izseljencem pomagale, da so si priskrbeli potrebna dovolila pri oblasteh, zaradi tega, ker so občine imele interes, da ljudje, mladi, močni, fizično sposobni ljudje, grejo delati v tujino, ker so tam več zaslužili, kot bi lahko zaslužili doma. Doma bi lahko celo
obteževali občinski socialni sistem, medtem ko so iz tujine pošiljali domov svoja denarna nakazila, od katerih, ki so koristila bodisi njihovim družinam in so koristila tudi samim občinskim blagajnam. Zaradi tega so občine, kot dokazujejo zadnje raziskave, narejene prav na podlagi recimo prošenj za potne liste, v katerih so zapisane podrobne motivacije in argumentacije, zakaj ljudje odhajajo, ker je bilo seveda pomembno za tiste, ki so morali pridobiti posebne dovoljenje, da so prepričljivo argumentirali pri vojaških in političnih oblasteh, da imajo potrebo, da se jim splača jih pustiti v tujino in da se bodo gotovo vrnili, ker ne odhajajo zaradi tega, ker bi se hoteli odtegniti vojaške obveznosti, ampak samo zaradi tega, da bi si preskrbeli, da bi dobro zaslužili in da bi pomagali svojim družinam. Torej, videti je, kako so po eni strani državni aparat skoraj da podpiral ali potiho podpiral odhajanje, medtem ko je Rafaelova družba, to je bila cerkvena ustanova, ki je delovala v sklopu Slovenske katoliške cerkve in je stala ob strani, je bila v pomoč izseljencem, dejansko hotela nekako tudi omejevati izseljevanje, če ni bilo zares gospodarsko potrebno. Torej, ker je hotela zavarovati tudi slovenske, bomo rekli, narodne interese. Če pomislimo, da je recimo do prve svetovne vojne s slovenskega ozemlja današnje Slovenije se izselilo več kot 300 000 ljudi in da je slovensko prebivalstvo takrat štelo približno 1,5 milijona, torej vidimo, kakšna je bila izguba prebivalstva in seveda slovenska politika in očetje naroda, če tako rečem, ker smo vendarle v dobi uveljavljena narodne zavesti in narodne politike, to se pravi narodne ideologije, če tako rečem, je seveda skrbelo politike za takšen odliv in so ga skušali na vsak način vsaj omiliti, ker seveda preprečiti ga ni bilo mogoče. Torej, kot sem rekel, je Rafaelova družba, ki je sicer stala ob strani in pomagala in asistirala na vse načine izseljence, je skušala tudi prepričati tiste izseljence, ki jim ni bilo morda treba odhajati v tujino, ker so imeli zaposlitev doma, ker bi se lahko vzdrževali na domu, ampak jih je vseeno kot večino tujina in zlasti Amerika tako močno privlačevala kot nek mit tistega časa. Pri teh prizadevanjih zadrževanja ni uspela in to je sama tudi priznavala. Ampak sami izseljenci, ki se niso tako množično obračali nanjo, zaradi tega, ker so se rajši posluževali tistih recimo agentov oziroma tistih kanalov, ki so jim zagotavljali, kolikor mogoče nemoteno odhajanje v tujino. Zanimivo. Lepo. Dobro, vsekakor največji poznavalec migracij na Slovenskem. Ne pretiravajmo. Ne, mislim, da ne pretiravam, gotovo ne. Je še kakšno vprašanje? Pridružila se nam je še ena sodelavka Aleksa, in sicer Petra, ki je končala predavanje v podporo. Je še kakšno vprašanje med poslušalci? Ja, Lev. Jaz bi se rad kolegi Aleksu zahvalil za to krasno predavanje. Imel bi eno čisto vprašanje, ki verjetno treba kratek odgovor. Ali sem mogoče mi všulo, katere države poleg neznane carske Rusije in kasnejše Sovjetske zveze so imele notranje potne liste? Oziroma tako dodelane sisteme teh notranjih potnih list? V liberalnem sistemu do prve svetovne vojne
kot sem omenil, je carska Rusija in Srbija in Bolgarija, torej to so tiste 3 države, ki so pogojevale, ki niso uveljavljale principa svobode izseljevanja. Torej, Ja, vem, ampak prav kot dokument, potni list, notranji, za notranje gibanje. Zdaj ne bi vedel točno, karkoli bi rekel, bi hazardiral, bom rekel, takole. Zanimivo pa je to, da glede na tvoje zanimanje in tvojo specializacijo, ker sem prej omenil, da je francoska revolucija manifestativno tudi odpravila potni list, ker je bil to simbol prejšnje absolutistične države, ampak je v kratkem, mislim, da v nekaj letih ga spet uvedla, zato ker nobena država ne more nekako ne more obstati brez najrazličnejših sistemov, ki po eni strani omogočajo državi vpogled v dogajanje, po drugi strani pa so lahko inštrumenti nekega nadzora in tudi zlorabe, recimo, nad državljani. Nekaj podobnega se je zgodilo tudi pri ruski revoluciji. Tudi ruska revolucija je v imenu svobode in v imenu, recimo, padca oziroma uničenja prejšnjega carskega sistema v določenem momentu razglasila svobodo premikanja in je potem to svobodo kmalu ukinila. Iz različnih razlogov. 15 let kasneje, no? Prosim? 15 let kasneje so ukinili. Uvedli potne liste spet. 32. Aha, dobro. Ampak sem hotel poudariti ta paralelizem med obema revolucijama. To se pravi med meščansko revolucijo in med delavsko revolucijo, med proletarsko revolucijo. Mislim, kako je, zanimivo je to, da kako v bistvu v prvem momentu se nekako prejšnji režim razgradi, ampak potem vsak režim, med navednicami, mora oziroma pride do tega, da vzpostavi svoje sisteme in nadzor nad prebivalstvom je že ena zelo pomembna zadeva. Nadzor nad premikajočim prebivalstvom pa je dosti bolj zahtevna in še bolj pomembna zadeva. Za vsako državo in tudi danes, kot vidimo lahko iz vsakdanje prakse. In zato je toliko dela na tem in zato tudi recimo današnji moderni elektronski sistemi nadzora doživljajo zdaj tako močan recimo razvoj in je toliko investicij se vrti okrog tega in toliko dela se in, bom rekel, znanstvenega, torej znanja se vpeljuje, vključuje, investira v tovrstno problematiko. Dobro, lepo. Premikajoče se prebivalstvo, torej, to sem prvič slišala. Ja, je še kakšno vprašanje med poslušalci? Dobro, potem se bom zahvalila vsem, ki ste prišli v podporo profesorju Kalcu. Upam, da bomo imeli priložnost v živo nazdraviti za naziv rednega profesorja. In če smem, potem se poslavljam. Hvala za to čudovito sintetično predavanje in torej do nasvidenje v živo naslednjič, da nas zdravimo. Ja, hvala lepa tudi tebi in vsem vam, ki ste se povezali in upam tudi jaz, da bomo kmalu lahko se v živo videli in se
Na zdravje. In kot ponavadi nadaljevali naše lepe diskusije v živo. No. Tako. Dobro, hvala lepa vsem in še enkrat čestitke. Čestitke, ali se pravičujem, da nisem uspela prej priti. Ni problema, ni problema. Svidenje.